Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bom delala video, ki ga obljubljam že kar nekaj časa in o katerem dobivam ogromno vprašanj, in to je video o mojem iPadu. Ful mi je smešno, ker zdaj že nekaj časa nisem snemala. Tukaj sedim z nogo preko fucking stola, sem na pol v pidžami, ker je 12 večer ura, že preko 12, in ja, zato snemam, tako da bear with me. Najprej da vam pokažem moj iPad. Glavnem, moj iPad je iPad Pro 10,5 inčen druge generacije. Uporabljam tudi Apple vitek. No, imam ga v zlati barvi, to je beli barvi. Če bilo barvo priporočam, ne najbolj. Druge nismo imeli in se jaz to vzela. Tako da ja, ok. Zdaj pa se bo na vašem ekranu pokazal home screen. Ponavadi sicer ga imam v vertikalni obliki, ker pač mi je lepše gledati vertikalno. Ok, ko ga tako uporabljam, ko rišem, pišem, imam obratno. Ok, torej, to je zdaj home screen. Zdaj, če so kakšne spremembe, to je iPadOS, ki ga imajo pač novejši, oziroma ogromno, ja, novejši iPadi. Ampak če boste kaj videli na iPadu, kar vi nimate, je mogoče to zato, ker imam jaz beto iPadOS. Da se znam malo razlikovati od vaših normalnih iPadov doma, teda če ni isto, je to zato. To je že novo pri beti, pač te widgeti, temperature in podobno. To lahko si spreminjate, jaz sem zdaj zaenkrat še tak. Tudi ta Search Siri je drugačna, se ti odpre taki mali kvadratek, ni čez celo. Zdaj ja, ne bom govorila vse o vseh aplikacijah, ampak na prvi strani imam pač App Store, kalendare, Photos, Music, Pinterest, Amazon, Adobe Draw, Instagram, HBO, Movie Player, Home, GoodNotes, Outlook in pa Settings. Zdaj, Adobe Draw, vam bom pač na hitro pokazala, je ta zastojna aplikacija, kjer se lahko riše in podobno. Jaz zdaj tukaj sem na začetku kar nekaj risala, ker pač ne zato, ker je bil zastojn, ker istočasno sem tu kupila Procreate, ampak ne vem, nekako sem se ga navadila, se mi je zdel ful lahek, vedela sem točno, kaj moraš narediti, kak moraš narediti. Medtem ko pri Procreateu še nisem vedela. Zdaj, druge aplikacije verjetno poznate, Movie Player je sam za filme gledati, potem Amazon je pač Amazon, kjer naročam ogromno stvari. Druga pač nič kaj takega posebnega ni, edino GoodNotes, o katerem govorila malo kasneje. Zdaj Outlook pa je v bistvu kot neki Gmail, kjer lahko pač imate maile pa to. Potem v spodnji vrstici pa se pač nahajajo te normalne zadeve, ki jih že vidite in poznate. Potem pa še imam Netflix in Procreate. Procreate je ta zadeva, na kateri se pač riše in ki je res profesionalna za risanje in je ena izmed najboljših aplikacij, ki jih obstaja. Tudi če boste kakršnikoli video gledali o risanju, čemerkoli podobnemu temu, boste pač videli, da vsi uporabljajo Procreate, vsi, ki imajo Apple. Je pa res, da to je aplikacija, ki je sam na Apple, tako da če hočete imeti Procreate, morate imeti iPad. Zdaj, ogromno ljudi se ne odloči za iPad, zaradi ker so dragi. Najcenejši iPad je navaden iPad 7, ki je okoli 430 €, ker pač ja, se je drago, ampak po drugi strani ful ni bed za to, kaj dobiš. Vam lahko bolj pokažem, ker ima moj fant iPad navaden. Moj Pro pa je pač stare generacije in ga boste težko kje dobili, razen kakega rabljenega. Tako da najcenejšo verzijo dobite pač nekje za 450 recimo. Se da risati, se uporablja za risanje, tukaj ga imam tudi doma, sem probala. Ni tako vrel kot pač Pro itak, ampak je pač čist ok. Tudi zato, kaj jaz zdaj delam, ko vam bom pokazala, bi bil pač načeloma ok. Zdaj, to je Procreate, tukaj jaz ustvarjam, rišem. Zdaj trenutna moja fora so ti stikerji, I guess, in skušam dizajnati stikere. To vam lahko malo pokažem. Tu zgleda res packana slika, ampak to je zato, ker je narejena originalna tak tamičkena in več ko se poveča, se pač popacka. Bom insertala mali klip, kak jaz to rišem recimo, da boste videli, kako to približno zgleda. Drugače pa bom hitro povedala, trenutno imam neko idejo, da bi jaz rada delala stikere oziroma nalepke in bi probala bi tak pač po nekih normalnih nizkih cenah. Teda me zanima, če bi vas to zanimalo. Tukaj imam pripravljeno, kako bi to približno izgledalo.
To je zdaj, to so ti pač čevlčki, ki bi izgledali v bistvu nekako tak. To bi bile pol nalepke, to je zdaj samo na papir sprintano in bi jih lahko odlepili, itak bo tudi različne. Tu imam pa še pol recimo primer teh donutov in pač bi potem to izgledalo nekako tak. Ta me zanima, kaj si mislite o tem, če gledate tu ta video še kar, mi prosim spodaj napišite, ker me samo zanima vaš feedback, kako se vam to zdi, če se vam zdi cute ali ne. Kako to izgleda. To je Apple Pencil, ki stane 110 €, deluje na vseh novejših iPadih. Prej pa bil sem za Proja nared, pa ni isti, ko pa na Projo. Moj Pro ima ta pencil, ker je pač bil nared za njega, ampak zdaj nove generacije Pro imajo že drugačne pencile. Tako da tu imate ob strani ful različnih za risanje. Ta aplikacija Procreate stane nekje med 10 in 15 €. Enkratno kupiš in potem vedno uporabljaš. In so pač različne. Recimo tak, potem lahko tudi zmanjšate, kak face se bo pobarvalo, velikost. To je to, tu imate res ogromno nekih različnih brushov. Moje favorite so pač te navadne, ker s temi pač rišem, barvam. Imate ogromno layerov, lahko jih združite, samo da skupaj potegneš pač ogromno stvari. Če vas zanima prav video, posebej v Procreate, ga lahko naredim. Se ne še ful spoznam na to, ampak lahko pač se probam še malo bolj pozanima, pa vam naredim prav video. Ampak Procreate je ful super stvar, se pravi, zasnovno imate pa to Adobe, ampak Procreate stane nekaj 10 €, se mi zdi popolnoma vredno. In naslednja aplikacija, ki je pač tak vredna svojega denarja, je ta GoodNotes. GoodNotes app jaz uporabljam predvsem za pač faks. Tu imam, vidite, kaj rabim za to, da naredim nalepke. In v bistvu lahko pač pišete direkt gor v ta zvezek. Lahko pa uporabljate to vrstico, ki vam v bistvu pomaga in pač tukaj pišeš recimo. Ja, deluje ful super, ni nekega lega. Pač ta GoodNotes je ena izmed najboljših aplikacij, stane tudi nekje med 10 in 15 €. Jaz sem dobila vse posodobitve, dobivaš normalno, ko je prišla GoodNotes 5 ven, jaz sem 4 kupila, sem dobila tudi 5. Ne vem, kako bo to dalje, če dobim tudi 6 ali ne, ampak pač načeloma dobiš vsaj še potem eno posodobitev, I guess. Tudi ena izmed boljših aplikacij, če gledate kakšne take videe, vsi uporabljajo ali GoodNotes ali pa Evernote. Notability, nekaj tajega, ena izmed teh aplikacij, če se ne motim. Približno iste, meni je pač bolj všeč bil GoodNotes in si GoodNotes kupila in mi je pač ful vrejo. Lahko eksportate pol v PDF, kakršnekoli velikosti, lahko tipkaš zraven noter, lahko pač na roko pišeš, ful kulska zadeva. Ja. Potem imamo pa tukaj pač foldere, ki imam ful nekih aplikacij noter, ki jih pač jaz osebno ne uporabljam. Tu imam kao za faks, imam pač maile, Google Docs in to, ker pač to uporabljamo doskrat na faksu. Tega vam ne bom posebej kazala, ampak to so vse aplikacije, ki so zastonj. Quizlet je moč ena taka aplikacija, ki je fajn videti, kjer pač imaš, lahko delaš kako se temu reče? To mislim, da sem jaz še za času mature. Flashcards imaš in pol lahko imaš write pa match pa vse to. Teda ful zabavna, mislim ful kulska aplikacija, če se pač učite. Jaz jo imam, učim se ne uporabljam je, ampak zna biti vrejo, sploh če ste pridni pa se učite. Pa imam aplikacije, pač druge vam sploh da kažem, ker to je že vse gore bilo, ne uporabljam jih. Pol imam tu TikTok, Zoom sem jaz za faks, e-hrano, ki je nikoli ne naročam, ker naročam vse prek Volta. To bi se lahko dejansko zbrišem. Ryanair, moj iPad, se sploh ne vem koliko je star, 1 leto, 2 leti bo kmalu se mi zdi da. In ja, dejansko bo iPad moj star 2 leti, meni je ful lep, ker mi je ta zlata barva ful lepa, ker je to še ona lepa zlata barva. Trenutno razmišljam o tem, da bi moče kupila 11 Proja, pač 11-inčnega, ker
mi je 12,9 ful preveliki, 11 pa mi je tako ful mi je lep, pa ful mal je, pa ful je cute, ampak je draga stvar in če bi jaz rada naredila te nalepke, o katerih vam govorim, je boljše, da investiram proti tja in rišem na tem, ker je ta dela super, ne gre se to, da ne jih delal, ampak pač gre se za to, da bi maybe pač imel novega. Navadna iPad. Ok, torej, razlika je predvsem v debelini. Ta iPad navadni je dosti debelejši in pa pač v velikosti. Mojem večji, ker je ta 10,5 inčni, ta pa še 9,7, ker je to še 6. Drugače pa, ja, mislim, iPada sta v bistvu pač približno ista. Je res, da je ta pač malo bolj simple, ampak imaš lahko vse normalno Procreate, pa vse gor, vse lahko isto rišeš, daje malo drugačen feedback kot Pro, ker pač ima Pro ta ProMotion in pač deluje dosti boljše, medtem ko pač ta je najbolj simple opcija iPada. Jaz in moj fant imamo gor Paperlike. Paperlike se uporablja, se veš, tako je malo matirano, v bistvu daje feeling papira, ful je fajn risati na to, tako da to je ful fajna zadeva, vam bom spodaj linkala, kje se lahko kaj takega kupi. Pri nas mislim, da dansko v trgovinah, ne vem kdo vse ima, ampak pač vem, mislim, da ima sam iStore dejansko ta Paperlike, oziroma Switch Easy Paperlike, I guess, ki je kao knock-off tega pravega Paperlike-a, ki so bili prvi, ki se imenuje Paperlike. Ampak ja, pač da je taki matiran feeling, na katerega lahko pišeš in je dansko občutek papira in je res ful vredna stvar in je ena izmed najboljših stvari, ki jih lahko kupiš za risanje za iPad, tako da Apple Pencil in ta Paperlike, ki je okoli 20 €, sta pač res ful vredna svojega denarja. Ogromno ljudi pač razmišlja, pa pač mene osebno so vprašali, če se mi zdi, da pač je Apple Pencil, ker je pač 100 € vreden, ampak pač je. Ne vem, kaj druga bi lahko vam predlagala. Mislim, da še imajo Logitech, kao Crayon, da se njihov imenuje, ki naj bi bil tudi ful dober, ampak osebno še nisem nikoli probala, pa je dansko tako malo bolj debeli, pač ni tak slik, kot je Apple Pencil in ne vem, kako dobro dela, pa Crayon mislim, da tudi ni toliko cenejši zdaj kot Apple Pencil, tako da, ne vem. Če imate kakšnokoli vprašanje o iPadu, mi lahko sploh napišete, lahko enkrat v enem Q&A-ju ali pa ko bom delala mukbang, dejansko govorimo o Apple in odgovarjam na vaša vprašanja, ker dobimo res ogromno vprašanj, kjer je iPad bi jaz priporočala, kaj takega, tako da najboljše, da sam spodaj napišete, kakšnokoli vprašanje imate glede iPada, glede iPhona, glede Apple na splošno, pa bom naredila en posebej video, na katerem bom odgovarjala na vprašanja, pa mogoče se mi bo pridružil še moj fant ali pa kdo, pa mi več pomagal, ker tudi clearly we love Apple. Hvala, da ste gledali ta video, mislim, nas jih opravičujem, da me ni bilo, ker mi je pač bad malo, da me ni bilo, ampak tak je life. Ne vem, jaz na Instagramu ne toliko objavljam, se trudim, tudi da lahko me tam followate, nisem niti toliko rada vsem pišem, odgovarjam pisno, zdaj sem spomnila na eni punci pred fucking 2 tednoma rekla, da mi je povedala, kak je živeti v Ljubljani, pa ji nisem odgovorila, ker sem zdaj spet fucking pozabila in mi je full bad, ampak jaz to pozabim, pa pač nisem navajena tako dolgo pisati, da mi je full lažje, da dansko mi postavite vprašanja, pa jih odgovorim v video, ali pa mi je dansko lažje vam voice message poslati, kot pa pisati, ker pač se mi full ne da, in kot dobim recimo eno 10krat isto vprašanje, kjer je iPad bi priporočala, ali pa če vrijo iPhone 11, mi je full težko vsem odgovarjati, pa na to mislim, razumem milijon vprašanj, ampak mi je pač, že to, če dobim 2 isti v enem dnevu, mi vzame full časa, da jaz pač to napišem, ko imam še itak delo, pa vse druga, tako da mi je full lažje, če mi dansko tu spoj napišete, ali pa lahko mi napišete na Instagram, ampak bi mi odgovorila v video, tako da ja, to je to. Se vidimo v naslednjem videu. Dio!